so elaborati, ne? Pravi dokumenti. Ne? Okay. To vpliva na naše podjetje prvič zaradi zakonodaje, ki prihaja, ne, in jo je pač treba obvladati, da sploh veš, za kaj se gre. In drugič, tudi predstavitev pač strankam problematiko, pri čemer je pomembno, kako so dovzetni za to, jih prepričevati in tako naprej. Ne? Ker vsi pač niso osveščeni o teh zadevah. Ja. V določenih primerih ne vejo vsi, kaj jih čaka. Ne? Ja, točno. Pravi, težje je pač ljudi prepričati. Ne? Ja. Če pač naletiš, no, saj tu veste boljše od mene, če pač naletiš nekje neko podjetje, kjer o zadevah ni imel pojma, če rečem. Ja. Ne, tu so ti izzivi, ne, tu krade čas, bi rekel, ki ga imaš na razpolago in tako naprej. Zahteva pa se, regulativa prihaja, ne, in pač jaz se spomnim, ker je bilo na začetku, ker sem začel delati tukaj pri firmi, ker je šlo čisto za varstvo okolja, kakšne so bile razmere takrat in zdaj po 20 letih, ne, tako da smo zdaj verjetno, mogoče zdaj bo to šlo bolj hitro, ne, se bo to odvilo kot se takrat, ampak bo potreben tukaj čas. Ne. Lahko vprašam eno stvar, ki jo jaz opažam, vezano za vas? Ja. Da mi poveste, če vas to skrbi in če vidite to kot tveganje. Recimo trajnost, ki je sorazmerno nova besedna zveza, trajnostno poslovanje, varovanje okolja poznamo že dekade. Trajnost je neka nadpomenka, ratuje, tako kot ste vi povedali, pomembna. In opažam na trgu v bistvu, da se pojavljajo digitalne rešitve, ki že obravnavajo zakonodajo in tako rekoč ti na pladnju dajo neke stvari, ki so jih pred tem delali svetovalci. Mogoče se zelo motim, zato odpiram temo. Konkretno vam bom dala primer. Že SAP, ki ga imajo vsa velika podjetja, ima 4 nova modula. In za poročanje, za vnos podatkov in ta vnos podatkov že je skladan z regulativami zakonodajami. Ali tukaj vidite neki izziv za obseg vašega posla oziroma za povpraševanje po, jaz bi tem rekla, svetovalci od krvi in mesa, ne pa digitalnimi svetovalci. Kako na to gledate in se srečujete s tem v praksi? Ja, nobeden stroj ne more nadomestiti človeka. Zdaj, jaz verjamem, da umetna inteligenca lahko stvari rešuje. Velja pa še zmeraj tista prastara zadeva začetka računalništva. Neumnost noter, neumnost ven. Hočem reči, vse je odvisno od kvalitete podatkov. Absolutno. Ljudi je treba navaditi, da te podatke dobijo in da so pač kvalitetni. Treba je vzpostaviti organizacijo, na kakšen način bo podjetje zavezano, se pravi vodstvo, mora pri tem pač sodelovati oziroma mora imeti svojo politiko, pač v ta sistem.